Dober večer. Spoštovani gosti današnje prireditve. V naši sredi pozdravljam nocojšnjega slavljenca, igralca Borisa Juha, s soprogo, igralsko kolegico Mojco Ribič Juh. Danes bomo podelili Berta, nagrado za življenjsko delo na področju filmske igre. In Berta podeljujemo že 6. Dovolite, da še pred tem izrabim priložnost in ob tem čestitam še drugi slavljenki, Slovenski kinoteki, ki praznuje 20-letnico in prepričan sem, da v imenu vseh nas lahko zaželim in čestitam še na mnoga leta. Pred podelitvijo vas vabim k ogledu filma Živojina Pavlovića Nasvidenje v naslednji vojni, v katerem v glavnih vlogah nastopata Boris Juh in Metod Pevec. Želim vam prijeten ogled in večer. Hvala lepa. Film ima rad dobre igralce. In tudi dobri igralci imajo radi film. Žal jim filmska ljubezen zelo pogosto vrača z vedno istimi ali vsaj zelo podobnimi vlogami. Filmski igralec zlahka postane serijski duhovnik, okupatorski oficir, dobrodušna zguba, mračnogledni negativec. Ko pomislimo, kaj je igral, koga je igral Boris Juh, se gotovo ne bomo spomnili nobenega karakterno omejenega vzorca. Nasprotno, odpre se neslutna širina. Paleta raznovrstnih likov, vtis je, kot bi jih izbral sam. To mu ni uspelo samo na filmu, ampak tudi v gledališču, na radiju in na televiziji. Če hočemo govoriti o igralski prezenci Borisa Juha, je nemogoče zadržati plas odličnih predikatov, suverenost, plemenitost, premišljenost, toplina, zrelost, decentnost, odmirjenost in še bi lahko naštevali. Njegovi filmski liki imajo tisto nekaj, ob čemer besede postanejo šibke in je najbrž treba povedati preprosto. Četudi bi se lahko zdelo poenostavljeno, Boris Juh na platnu izžareva nekaj posebnega, morda nekaj zelo svojega. Seveda pa lahko samo ugibamo, od kod jemlje igralec, kar nam daje. Kako globoko v sebi je rudaril, ko je gradil svoj lik. Kolikokrat se je na odrskih deskah ali pred kamero srečal z lastno življenjsko izkušnjo. Nam, udobno nameščenim gledalcem, je pomembno samo to, da je izmišljenim likom, papirnatim skeletom vdahnil prepričljivo dušo. Ni jih malo. Boris Juh je po nam znanih podatkih vdahnil 62 filmskih duš, ki so oživljale male in velike ekrane, gledališke in radijske, raje nismo šteli tu zraven. Borisu smo vedno verjeli, naj si je bil kompleksen erudit, preprost kmet ali španski borec. Najbrž zato, ker so bili njegovi liki vedno v prvi vrsti polnokrvni ljudje. Igralska življenja Borisa Juha bodo ostala večna v številnih televizijskih dramah in nadaljevankah, kot so Erasmus in Potepuh, Mali oglasi, Nora hiša, Primož Trubar, Vikend v Brightonu. Še teže si je brez Borisa Juha predstavljati celovečerne filme Med strahom in dolžnostjo, Kristoforos, Pustota, Iskanja, Nasvidenje v naslednji vojni. Morda se bistvo njegovega ustvarjalne uspešnosti skriva na začetku. Umetniška pot Borisa Juha se je namreč začela z ljubeznijo do poezije. Ta ga je pripeljala do besede, beseda k igri in igra na našo srečo k filmu. Morda se je prav iz te prve ljubezni rodil njegov izjemen posluh za besedo in ritem, pa tudi občutek za detajl in iskrena predanost neumornemu raziskovanju vsega človeškega. V besedi igralec lahko povečamo začetnico, tudi zato, ker Boris Juh nikoli ni delal samo zase. Za svoj lik oziroma svojo vlogo, vedno je delal za prizor, predstavo, film, prednost je dal celoti, v kateri svojega ustvarjalnega deleža ni nikdar silil na vrh avtorske piramide, čeprav je tja seveda ves čas sodil. Vsega ni mogoče razložiti, kaj šele natančno utemeljiti.
In tudi ni treba, na vse zadnje nagradujemo presežek, zelo posebno ali celo osebno ustvarjalno skrivnost. Prav je, da se brez umnih in učenih razlag priklonimo čudovitemu opusu, ki je trajno obogatil slovenski film. Hvala, Boris. Moram vam reči, da so to moji kraji. Nanos, vse smo snemali okoli Nanosa, vsa zgodba se je dogajala na Nanosa ali okoli Nanosa. Zakaj sem rekel moj Nanos? Zaradi tega, ker je na jugu vasica Lozice, rojstna vas mojega starega očeta. Na vzhodu je vas Studenec, vas moje stare mame. Na zahodu je Vrhpolje pri Vipavi, kjer je doma moja mama. Jaz pravim sebi, da sem otrok Nanosa. Še nekaj vam bi rad povedal oziroma prebral. Jaz držal sem. Ko prejemam priznanje za življenjsko delo Bert, moram ob tem reči, da nisem imel sreče, da bi se z Bertom Sotlarjem srečala v istem kadru katerega filmov, kjer sem nastopil. Društvu režiserjev se iskreno zahvaljujem za priznanje. V gledališču sva z Bertom, igralcem, sodelovala v nekaj dramah in vedno je pustil v meni nepozaben vtis izjemnega in samo svojega ustvarjalca, ki je svojo prezenco deloval hipnotično. Če bi me vprašali, ali sem pričakoval to priznanje, bi pritrdilni odgovor zvenel skrajno nečimrno. Prišlo je nenadejano, kakor so vse filmske vloge doslej. Vedno znova sem bil presenečen nad zaupanjem režiserjev. Še enkrat hvala Društvu režiserjev, če ste v meni našli ustvarjalca, ki je vreden tega visokega priznanja, saj me je po 12 letih pokoja začel počasi pokrivati prah, pa tudi pepel ni več tako daleč. Tako da hvala vam. Film, ki ste ga pravkar videli, je še posebej povezan s preteklostjo. Namreč snemanje in dogajanje samo je teklo na avtentičnih tleh, kjer je partizanil moj oče. A da tega nisem vedel. Vse so mi razkrili arhivi, ki sem jih raziskoval po možganski kapi. Da je bil v pivški četi, da je bil po kapitulaciji Italije tajnik OF za rajon Podgora pod Nanosom. Našel v poročilih partije odlične ocene, pa tudi stavek, s takimi elementi je treba pomest. Torej je postal element persona non grata. Zakaj, tega nisem našel. A kot bivši policijski stražnik gotovo ni imel tistih referenc, še posebej ne prisega Aleksandru, da je kader, ki bi mu partija 100% zaupala. Element je postal februarja 1944. Sledijo dogodki. 3. marca 1944 domobranska policija odpelje 5 očetovih sorodnikov v zapor v Trstu. 7. marca v odgovor ob prisotnosti očeta Vosovska patrulja aretira domobransko družino, očeta, mater, 2 hčeri in sina, 3 na poti proti Nanosu likvidira. Ali bil oče pri masakru zraven, ni podatkov. 23. april leta 1944. Partizani razstrelijo v Trstu oficirski klub Nemcev, zato v povračilo
v ulici Gega v Trstu obesijo 52 talcev, med njimi 4 očetove sorodnike. Petega junija 1944 očeta aretira domobranska policija po izdaji na enem od snemalnih mest. 8. junija 1944 ponoči je bil oče ubit in še z 2 sotrpinoma v plitvo jamo zagreben pri Postojni. 10. julija 1944 je fantič zavohal trupla in na poziv njegovega očeta je župan Postojne odredil odvoz v mrliško vežico pokopališča na razpoznavo. Trupla so v poletni vročini že razpadala. Komisar mesta je dovolil, da očeta pokopljajo s cerkvenim obredom v kot pokopališča, kjer sem ga obiskoval do 60 let, na kar je njegov grob zaradi širjenja pokopališča izginil brez obvestila družini. Kje so očetovi ostanki? Moj bratranec me je opozoril, da so kasneje oblasti uredile vojaško pokopališče v Kozarjah in da je tam plošča z njegovim priimkom. Želel sem očetove posmrtne ostanke prenesti v Ljubljano, dobil od ministrstva dovoljenje za izkop. V grobu nismo našli ničesar. Odločil sem se, da očetu postavim spominsko ploščo na zid pokopališča, pod katerim je nazadnje ležal. Marca 2010 policija sporoča, da je plošča razbita na drobne kosce. To je ostalo od te plošče. Spomnim se spominov Angele Vode, kjer omenja svojo kritiko pakta Molotov-Ribbentrop in kasnejšega ostrega zaslišanja najvišjih partijcev centralnega komiteja in ob tem govori o besih Dostojevskega. Kateri besi? So bili na delu pri uničenju spominske plošče mojemu očetu. Oba, oče partizan in stric domobranec, sta ostala brez groba. Na vprašanje Zvezi borcev, kje bi bili posmrtni ostanki mojega očeta, odgovora nisem dobil. Za konec. Imel sem še enega strica, partizana, Švejka in obešenjaka, in ga vprašal, kako je bilo v partizanih. Ma smo laufali. Za šport? Ma ne. Če sem hotel imeti samo eno luknjo v riti, sem moral biti zmeraj med prvimi. Ostal je živ, a dobil je strel od alkohola. Opravičujem se vam za to kratko digresijo, v kateri se je moje snemanje filma na neverjeten način prepletlo z usodo mojega očeta na istem kraju ob različnem času. Očeta še vedno iščem. Hvala vam za potrpljenje. Zgleda, da sem res star, ker sem tako globoko v spominih. Še nekaj. Gospod predsednik Pahor mi je poslal vabilo za udeležbo pri slovesu od žrtev iz Hude jame v Mariboru. Gospod predsednik, javno vas sprašujem, kam je bivša uprava pokopališča pokojnega režima odvrgla posmrtne ostanke očeta partizana. Hvala vam.
Zdaj smo za vas, dragi gosti današnjega večera, pripravili tudi en kratek pogovor, ki ga bo vodil kolega Metod Pevec. Težko bo zdaj po Borisovih besedah povedati kaj dosti. Boris mi je šele pri zadnjem pogovoru razkril to usodno srečanje njegove življenjske zgodbe in filma. Film je bil namreč precej prej, preden je Boris odkril to zgodbo, ampak očitno so nekateri avtorji lahko do te mere vizionarski, da posežejo tudi v to življenje, ampak morda, da se nekako razbremenimo od filma, da obrnemo malo ploščo, pa začniva, kako bi rekel, malček neresno. Dovoliš? Veseljem. Neresno, namreč vsi poznamo Borisovo kariero. Našteli smo 62 filmskih duš, to so seveda zelo pomembne vloge, ampak Boris je začel pravzaprav pomanjkljivo oblečen v nekih italijanskih filmih. To so bile prve vloge, a ne? A je tako? Ojej, ne omeni mi tega. Jaz sem že omenil. To je bila italijanska koprodukcija, to so bili predzgodovinski film, neke jamske ljudi sem igral takrat. Ampak Italijani so dali dobro zaslužiti. Zakaj mi je ta zaslužek prišel prav? Zaradi tega, ker sem hotel ostati v Ljubljani in tukaj nadaljevati svojo kariero. Imel sem štipendijo iz Celja in v Celje se nisem imel namena vrniti, zato sem celoten zaslužek za odkup štipendije dal v Celju. To je to. Dobro, ampak seveda kasneje so prišle tudi resne zgodbe. Kakorkoli, to sem omenil zaradi tega, ker se mi zdi, da se morda spet obetajo te neki koprodukcijski časi, da bo lahko kdo v Sloveniji ali igralec ali filmar zaslužil tudi skozi koprodukcije. Mene je naravno strah, ker so nam odmerili kratek čas, kar je seveda razumljivo. Kako zdaj, v gledališče se sploh ne upam s vprašanji, ampak bom začel recimo, ker bi bilo preveč, pa bom začel z enim vprašanjem. Vem, da si imel zelo rad radio. Pogosto sem te slišal in že v tem glasu sem čutil, da imaš radio posebno rad. Zakaj? Ne vem, radio je bil medij, ki mi je nudil spet eno recimo izredno dobro možnost za uveljavljanje recimo moje misli, moje interpretacije, intimne. Tam si lahko najbolj intimno recimo se izpovedal, tako kot da bi bil sam s sabo, kot da bi bil po noči nekje in se pogovarjal. To je bila moj recimo pogovor sam s sabo, zato sem ga imel izredno rad. Skozi seveda izjemne pesniške osebnosti, prozne. To je bilo zame življenje, ki ga brez tega skoraj nisem mogel živeti. No. Saj sem delal skoraj vsak teden na radiju. Ampak televizija je bila pa nekaj nasprotnega, pa tudi tam te zasledimo ne samo v igranih filmih in nadaljevankah, kot so prej že naštete, ampak tudi v razvedrilnih oddajah teh pionirskega obdobja slovenske televizije. Kako bi lahko na kratko nekaj o televiziji povedal? Metod, veš, kaj ti bom rekel, nisem jaz izbral televizije. Televizija je izbrala mene. Tle mene čist nič ne porivajo to stvar. Jaz sem popolnoma nedolžen. Tukaj vendarle ni take ljubezni. Moram reči, da deliva ljubezen do radia, pa tudi to čustvo do televizije. Ti si imel zelo veliko ljubezni, da si tle gor. Ne vem, če se spomniš, snemalec tega filma je ves čas govoril, gospod Tomislav je ves čas govoril, pa šta mi to snimamo, to je porno musical. Ker so bili ti prizori in nekateri tudi niso šli v film in vse ste opazili, ves čas smo nekaj prepevali, ne? Ves čas smo sledili neki pesmi. Zdaj mi da bova še se malo pogovorila o tem filmu Menuet za kitaro, tako je bil ves čas naslov in pravzaprav potem je Boris ko prepričljivo rekel nasvidenje v naslednji vojni in ti si dal filmu naslov, bi jaz rekel. Pa sem stal živ. Ja.
Ampak preden karkoli začneva, bi rad s vprašanjem o Menuetu, bi rad povedal nekaj. Da je režiser v zasedbo postavil Borisa Juha, s tem je naredil eno fantastično gesto. Ne samo zaradi vloge, ki jo je Boris odigral na filmu, ampak tudi zaradi ene druge vloge, ki bi jaz rekel vpliv na glavnega igralca. Morate se zavedati, da sem bil jaz takrat res mladič, da sem to vlogo dobil tik potem, ko so me vrgli na sprejemnih izpitih za igro, in da sem potem prišel na set in so dan za dnem prihajali veliki igralci v tako rekoč stranskih vlogah, nekateri zelo veliki in pomembni igralci celo v epizodnih vlogah, in jaz sem se počutil v tem kontekstu zelo slabo, dokler ni prišel Boris. Metod krivico so ti naredili. Čakaj, dokler ni prišel Boris, ki me je popolnoma pomiril. Še zdaj ne vem s čem, ampak o Borisu sem se jaz počutil enakega. In ko je Boris prišel v ekipo, od takrat naprej jaz nisem imel več težav in sem imel res občutek, da jaz to zmorem in da bo šlo. Tako da Hvala ti, Boris, Metod. hvala. Hvala ti, Metod. Hvala, ne, zdaj ne. 2 kile sem težji. Dobro, pa jaz lažji, pa bo že. Zdaj, jaz imam nekaj vprašanja, ampak moram dati očala gor. Kar korajžno. Ko sva se dobila na kavi, sva oba nekako ugotavljala, da ko smo snemali ta film, nisva imela samo občutka, da se snema film. To vsi poznamo, to je ena produkcija, fine umetniške laži, ampak imela sva občutek, da gre nekako zelo zares. Kako bi ti ta občutek opisal? Veš kaj, Žika Pavlović je bil neverjeten poet filma. Mene je neprestano spominjal na velikega Walt Whitmana. Ta neizmerna svoboda, ki veje iz njega, je vela tudi iz Žike Pavlovića. On je bil resnično stvarnik. On, ko je prišel v prostor, je točno vedel, kaj bo naredil. Vse je imel v hipu v glavi. In to čaka en prizor, ti moram iz filma, ne vem, če se spomnijo gledalci, ko poje ta ruski vojak. Kako je on to naredil s tem ruskim vojakom? Mimo so pripeljali eni izletniki, slučajno so bili v Postojnski jami vsi Rusi. In ta skoči in pobere tega Rusa ven s temi srebrnimi zobmi in je rekel, ti boš tele pel. In je pel. To je ta refleks njegov je bil genijalen. Ne? Kaj se je ta spomnil? Po drugi strani se pravi ta Whitmanovska senzibilnost, po drugi strani se pa spominjam tudi neizmerne discipline. Jaz se spomnim tega, da ob 10. zvečer v hotelu Jama šel od enega do drugega in rekel lahko noč, ne, kao jutri se vidimo, nobenega žuranja. Kar vse povej, Metod, kar si meni povedal. Ne, to se ne naša name. Bolj, no, enkrat je tako discipliniral tudi mene, no, skratka. Ampak to ni bilo enkrat, ampak ne samo na začetku snemanja. Tako da od takrat mi je bilo jasno, dal je ta občutek, oprosti, zdaj smo na misiji, neki, a ne, in stvari so svete in tle se ni za hecati. Je bil tudi poveljnik, komandant. Je bil? V bistvu... Bil je. Sliš, kako njemu poje vsak kader. Vsak kader je pri njemu recimo dokument in iz vsakega kadra, kljub temu, da je dokument, veje polno življenje. Veje eros, veje tenatos. In to je ta genialna poteza je v njemu prav neverjetna, kako on iz kadra iztisne v hipu največ. To je redek dar. Res redek dar. Hvala, mislim, škoda, da je že umrl. Ja, seveda, vsekakor je škoda. Zdaj to, kar je Boris, zdaj bom povedal, če me je že presilo. Mene enkrat, ko smo prišli na samem začetku, ko smo prišli v Postojno, me je zaneslo, oziroma so me zapeljali na eno tako malček žuranje, a ne, in vem, da sem ob 4 zjutraj prišel nazaj v hotel in me je vodja snemanja čakal na recepciji in bil je en Črnogorec, ki takrat se je vzporedno snemala Dražgoška bitka in slovenske ekipe tako ni bilo. Ta Črnogorec je danes kar uspešen producent v Hollywoodu in me je čakal na recepciji in je rekel, Žika, mi je
dal zadaču, da te čakam in da mu javim, kad si se vratil. In to je bilo vse, kar mi je rekel, in naslednji dan sem moral vse zelo nagarati in mi je povedal, samo eno stvar mi je rekel, jaz smo se razumeli. In to je bilo, vse je bilo zmenjen zelo skromnimi besedami in ni bilo več lahkomiselnosti do konca filma. Boris, ampak ti si nas vmes malo varal z Dražgoško bitko. Ker to takrat je bilo tako, a si pri Dražgoški bitki, ne? Ali si pa tukaj, a ne? Ampak ti si bil tudi tam. Kakšen je bil tis? A te je on pol spraševal, ker se spomnim, da Žiga Pavlović čim je zvedel, Dražgoška bitka ima pa tanke, hoč v tenkove. Tako je reagiral, iz nekega inata je to delal, ker je imel občutek, tam se snema režimski film, a ne? Mi bomo imeli vse to in še več. Te je kdaj kaj zasliševal, kako tam poteka? Čakaj, ne bi govoril o Dražgoški bitki, to je bila grška tragedija. Mislim, kar se vse je dogajalo okoli tega. To je bilo, mislim, to, kar je imel ta film Narja na razpolago, vse veste, Dražgoška bitka, ne. Kaj smo, kako se pa snemalo, to pa bolj da ne povem. Ni tratenje časa, snega je bilo meter pa pol, kako boš snemal gor na Pokljuki v takem snegu, to je nemogoče. Lažje je posneti v te kadre v samem studiu noter, da malo soli potreseš, pa stvar rešena. Ti so bili nemogoči pogoji. Nisem nič varal, sem jaz bil sam prevaran. Dobro. Dajva pustiti Menuet, ali imava še kaj zapovedati, ker se sam bojim, da se va zapletla in da bojo dolge zgodbe. Ampak odkar sem tebe gledal na filmskem platnu, sem tudi vedno imel občutek, da obstaja nekaj, čemur jaz rečem filmska igra. Da pač s časoma iz neke gledališke igre slovenski film si jaz prvi res posodil gledališke igralce, pa s tem tudi gledališko igro, ampak evo, nastala je filmska igra. Kako ste ti pa še tvoji kolegi reševali ta prehod? Kakšna je zdaj filmska igra? Ali jo ti doživljaš kako drugače, kot zdaj jaz razlagam? Veš, kaj ti bom jaz rekel, da filmska igra ali pa gledališka igra, to zame ni bilo nobene razlike. Če si bil v samem tekstu pristen in neposredni si vlogo delal iz srca, ti nisi mogel faliti. Ni bilo treba nobenega prehoda delati ali skakati v nekakšne druge tone ali ne vem kakšno drugačno mimiko ali gestikulacijo. Zame to ni bilo nobene razlike. Mogoče je bilo to primer edin takrat, kadar so bili intimni prizori v recimo Groplanu, ali pa recimo do pasu. Takrat je stvar se bolj izostrila in takrat je bilo treba mogoče malo bolj paziti na ta ekspresivni izraz. Takrat je bilo treba malo popaziti. Se malo nazaj držati, ne? Ja. Da ne bo predolga. Mogoče bi še kdo drug kaj vprašal, bo Boris verjetno z veseljem odgovoril. Jaz sem imel namreč še to vprašanje, na katerega je pa Boris me presenetil in je pravzaprav sam že vse povedal o tem usodnem srečanju njegovega življenja oziroma očetove zgodbe in filma, o tem trku. To sem jaz hotel načeti, ampak če bi še kdo kaj vprašal, sicer pa se bolj sproščeno pogovorimo zunaj. Ja, jaz bi sam to rekel, kako je prišlo do tega momenta, da sem jaz začel raziskovati očetovo pot. Jaz recimo takrat, ko smo to snemali, o njemu nisem vedel popolnoma nič. Povedal mi ni nihče nič o njegovem partizovanju in tako dalje. Nisem nič vedel, ampak po možganski kapi sem sedel v Soči na postli in nenadoma začutim, da me eden potrka od zadaj. Se ozrem nazaj, ni bilo nobenega. Vedel sem za namig, kaj to pomeni. To pomeni, kje si, kaj si. Jaz sem vedel, da nimam o svoji preteklosti popolnoma nobene podobe in sem začel iskati. Začel sem iskati očetove stopinje,
Recimo njegov brat je bil tudi prisoten, ki je bil domobranc. Vse sem raziskal, vse stvari sem prišel, bi rekel, zelo blizu resnici. Recimo hecna je bila ta, za očeta sem vam že povedal, za strica je bilo pa, on je, ko smo prišli, mi smo bili begunci iz Maribora. In leta 1941, ko se je začela vojna, smo vsi bežali v Ljubljano. In kot begunci so recimo ti moji sorodniki po stricu dobili stanovanje preko Karitasa katoliškega Baragovo semenišče. V Baragovem semenišču sem jaz delal 10 let v Mladinskem teatru in za to zgodbo nisem videl. To zgodbo sem videl šele po 60 letih, sem videl, kaj se je noter dogajalo. Da so bili moji sorodniki se zatekli v enih zgornjih nadstropjih, nekje to ne vem, kje so bili. In tako je bila ta zgodba z te strani. Stric se je pa zaposlil na tramvaju. Tramvaj, cestna železnica. In je tudi, to je to čudna, bi rekel, zgodba, ki človek ne more verjeti. Oče recimo, je še to ta moment v Mariboru. Oče in stric, kako sta recimo proti kulturbundovcem delovala. Kulturbundovci vemo, da so bili te kratke hlače, irhaste oblečeni in spodaj so imeli do kolenke bele. Ne? In te dva strelca sta, ne vem, kako je bilo to očetu uspelo, on je bil policaj, ne? Da sta vzela tintnike, ne? In sta jih polivala s temi tintniki po teh nogavicah. Ne? In seveda je bilo, to je bil hudič. Zato smo bili tako 41. leta na prvi na spisku za izselitev. In to je v Ljubljano si jih zateklo iz Maribora 20 000. No pa da nadaljujem od strica. Stric je delal na cestni železnici in se je tudi hotel boriti proti okupatorju, ampak seveda ne na strani komunistov, ne na strani partizanov. On je bil za staro Jugoslavijo, tako kot verjetno tudi moj oče, čeprav so ga vzeli v Ljubljani v partijo, verjetno, ne vem. Bil je partijski, prišel pod nanos, ne. Celo tajnik Osvobodilne fronte in edini v tem rajonu, ki je bil partic. Edini takrat. Jaz sem spraševal tukaj na muzeju, če imajo kakšen podatek, odkot, kdo ga je vzel v partijo, nisem dobil nobenega podatka. Pravi, to so pa že tako daleč podatki, da tega nimamo več. Tako da tega podatka recimo nisem bil kdaj postal komunist. Ne. In no, še naprej usoda strica je šel ne v partizane, mislim v Gošo je šel k četnikom takratnim. Ne. To je bila vojska v domovini Mihajlovičeva, ker se je tudi hotel boriti. Ne. Ampak, kot vsi vemo, presečni datum je bil 16. september leta 1941, takrat je bil odlok SNOS-a, da se sme boriti v partizanskih vrstah samo, mislim, noben izven partizanskih vrst se ne sme boriti proti okupatorju. Se pravi, da so prevzeli monopol nad borbo proti okupatorju. In seveda tisti, ki je bilo mnogo, se jih je hotel boriti. In seveda tisti so plačali z glavo. To je bila ta strašen razkol v našem narodu, ki traja in traja. Boris, ampak vseeno, sam pa s tem zaključiva. Enkrat si mi pa omenjal, da si že na snemanju na nekaterih lokacijah, čeprav nisi vedel ničesar, si pa začutil eno posebno energijo na teh lokacijah. Ja, to se mi je dogajalo, da sem čutil v sebi recimo ob vhodu v tisto dolino, kjer je bila na koncu, so bile lozice, ker je bil moj stari oče doma, sem čutil neko tako čudno drhtenje, neko čudno mrščavico. To je bilo nekaj neverjetnega, jaz takrat nisem vedel, zakaj. Zakaj se je to dogajalo. Tudi na tisti lokaciji, kjer je bil on aretiran, je bilo snemalno mesto, se je spet pojavil ta čudno občutek, neka mrščavica, drhtenje po telesu. Sem rekel, ne vem, ali sem zbolel, ali imam kakšno virozo ali kakšen hudič. To se je pojavilo, zdaj pa vidim, da je bilo to v resnici povezano z neko, ne bom rekel nadnaravno, ampak neko čudno energijo, ki se je pojavila.
tam, ko smo jedla pršut, nisi čutil tega, ne? Ne, Tam nisem sva se mogel, imela ker- lepo. Ne, nisem čutil, Spomnim, ker, čakali smo nisem sonce, čutil, ker sem imel vino so strel. nosili, pršut tudi. Zdaj vas tem končati, no. Dobro. Z enim lepim spominom. Jaz se spomnim, takrat je bilo res lepo. Bilo je že proti koncu snemanja in sva že pretrpela svoje. Dragi gledalci, zahvalim se za vaš obisk in hvala za potrpljenje.